Ali obstaja kakšno vprašanje, na katerega bi vi, kot fizik, matematik, astronom, radi dali odgovor? Mislim, da slava in znanost po odgovoru na neko vprašanje mi ni taka prioriteta trenutno. Ne? Ste se kmalu zavedali, da sodite med zelo redke, ki v šoli uživajo v matematiki? Matematika postane res umetnost, čeprav se močkomu zdi, da dopušča samo en omejen način gledanja. Še večja sreča pride, ko dejansko delaš te zadeve, torej pot je večja sreča kot cilj. Koliko odstotkov od 100 razumemo danes vesolje? To spoznavanje tega majhnega, kar poznamo, je to, kar najbolj cenim in to, česar si najbolj želim. Kam mislite, da bo šla vaša prihodnost? To je pa strašno zanimivo vprašanje v resnici. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je Peter Andoljšek. Peter Andoljšek je olimpijski prvak. Olimpijski prvak? Ja. Zasedel je absolutno prvo mesto na mednarodni olimpijadi na Poljskem leta 2023 in v Braziliji leto kasneje, leta 2024. Peter je bil tedaj dijak in je bil v teh stvareh najboljši na svetu. Peter je danes študent fizike, ukvarja se seveda še vedno z matematiko, zanima ga astronomija, je zanimiva, je skrivnostna osebnost, ki jo bo absolutno vredno in čudovito danes v tem podcastu raziskati. Peter, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in prišli v ta podcast. Hvala tudi za vabilo. Se ne, da bi kaj veliko vedel o vesolju, ampak me zanima, a je kaj onkraj vesolja? To je pa strašno zanimivo vprašanje v resnici. Vprašanje, na katerega bi si človek mislil, da obstaja nek lep odgovor, kratek, ampak v resnici je to dosti bolj komplicirano, kot se zdi. Namreč vesolje neke sorte ima kraj, neke sorte ima neke sorte obzorja, kot rečemo. Se pravi, je nekaj onkraj? Je nekaj onkraj, ampak hkrati je to del vesolja še vedno, kakor mi dojemamo. Če bi se kaj nahajalo zunaj našega vesolja, si mislim, da tega ne bi mogli tako neposredno zaznati. Ampak že naše vesolje je nekako meni z nekim obzorjem, iza katerega ne moremo videti. In onkraj tega se nekako nekaj nahaja, hkrati pa nič, ker v bistvu je to samo nekako efekt našega opazovanja. Tako da je zanimivo vprašanje, stoji ne tako enostavnim odgovorom. A vas znanost zanima zato, ker je toliko vprašanj, ki so neraziskana in bi jim radi prišli do konca, vsaj kakšnemu? Znanost me zanima, seveda tudi zato, ker je veliko, mislim, še posebej zato mogoče, ker razlaga o tem, kako deluje svet, kar je itak zelo zanimivo, ne? Mogoče, ker pa mi je tudi še posebej zanimivo pred znanosti, je pa samo to spoznavanje tega, torej kako svet deluje, vse take zadeve, pa seveda tudi mogoče prihodnosti bolj raziskovanja novih zadev. Obstaja kakšno vprašanje, če bom znal vprašati, če ne me popravite, ali obstaja kakšno vprašanje, na katerega bi vi, kot fizik, matematik, astronom, radi dali odgovor? Recimo, da bi želeli biti slavni in znani po tem, ker vam je to uspelo. Mislim, da slava in znanost po odgovoru na neko vprašanje mi ni taka prioriteta trenutno, ne? In tudi nimam nekega specifičnega vprašanja, na katerega bi si pa celo življenje hotel najti odgovor. Je veliko neodgovorjenih zadev, kjer upam, da mogoče v prihodnosti prispeval vsaj kamenček, ta mozaik tega znanja, ki bi mogoče lahko privedel do tega končnega odgovora, ampak itak, kot vemo, do odgovora na neko vprašanje, ki je trenutno nerešeno, ne pripelje ena oseba, ampak je to kolaboracija več znanstvenikom, več prispevkov različnih ljudi. No, ko smo že se spotaknili ob to slavo in znanost. Vi ste olimpijski prvak, ne? Od olimpijskih prvakov se pričakuje, da so slavni, ne? Da jih ljudje poznamo. Jaz moram čisto odkrito priznati, da dolgo časa za vas nisem vedel. Takoj, ko sem zvedel, ste zbudili veliko radovednost. Verjetno si lahko razloživa, zakaj je tako, zakaj je Primož Roglič znan in slaven, in olimpijski prvak, recimo nekdo, ki je v znanosti kot dijak, pa ne. Vas to ne moti, ne? V resnici vam je vseeno? Načeloma mogoče ni vseeno, ker to odpira tudi neko globjo temo o tem primerjavu mogoče športa in znanosti. Omenil bi, da so me tudi precej vabili na intervjuje na televiziji in podobno, takrat, ko sem zmagal, pol to itak malo zamre, ne? Ampak ja, da bi se primerjal pa s kakim Primožem Rogličem, mogoče težko, zato ker je to drugačen, mogoče kot prvo drugačen način olimpijade. V kolesarstvu oziroma v kateremkoli športu imamo neko olimpijado, ki se zgodi vsaka 4 leta ali pa neka prvenstva, ki se zgodijo vsako leto ali pa
tekme se zgodijo pogosto, recimo, a ne. In verjamem, da je šport veliko lažji za spremljati, za navijati, a ne. In verjetno tudi sponzorji so tudi sponzorji, glih za to, zato ker ljudje spremljajo in tudi tam se nekako nahajajo. Ampak recimo imamo slavne znanstvenike, ne? Koga bi recimo šteli za takega najbolj slavnega znanstvenika? Po moje znanstvenik je znan že najmlajšim osnovne šoli ali pa celo vrtcu, Albert Einstein, ki je že postal... In on je slaven. Ja. In ga občudujemo, ne? Tudi to. In vendarle je malo ljudi, ki bi se radi zgledovali po njem in radi dosegali njegove uspehe. Pa vendarle smo že kot mladi slišali zanj in nas je navdušil, ampak zelo malo mladih ljudi pa navdihovalo, da bi šli po njegovi poti. Drži? Ja, to je zato, ker je to zanimivo. tako zahtevno. Ampak se tudi v športu je zahtevno postati olimpijski prvak. Mogoče je to, da v znanosti težje si predstavljamo, kaj pomeni trening. V športu, če vidiš dobrega športnika, si rečeš, smo začeli trenirati nogomet, recimo. Vsak dan bom špilal nogomet, bom trdo delal, veliko vadil in na koncu bom se približal temu. Ne? V znanosti vidiš, recimo, Albert Einstein, take nepojemljive zadeve odkrival. Ne? Že tukaj ni tako konkretno, kot recimo pri nogometu, da je nek napadalec veliko golov zadeva. Ne? Je čist nepojemljivo. Večina ljudi samo ve, da je bil zelo pameten, veliko zadev odkril, ampak tudi če bi se hoteli zgledovati, najmogoče vedeli, kaj točno pomeni, kako bi točno prišli od tega. Torej, kakšen je znanstveni način treninga, učenje, knjige, naloge in take zadeve. Mogoče je to malo težje predstavljivo in zato si manj ljudi zgleduje. In zato smo vas povabili sem, da nam poveste, kako izgledajo ti treningi. Povejte malo več o tem. Trening za Alberta Einsteina, če lahko temu tako rečem, je... Sijajno ste to rekli. Ja, je pač drugačen kot za športnike. Kot sem že rekel, ne, večinoma je to dolge ure učenja, dela, samostojnega, mogoče na predavanjih in tako naprej. Veliko tega, da postaneš dober znanstvenik, pride tudi seveda iz okolja, a ti okolje ponuja neko ustrezno platformo, nek ustrezen kraj, kjer lahko svoje odkritja objavljaš, kjer lahko raziskuješ, a jih ceni, a lahko preživiš s tem, a dobiš tudi plačo za kaj takega, kaj podobnega. To recimo veliko pomeni tudi veliko, a imaš ob sebi takšne ljudi, ki te pri tem spodbujajo. Tudi Einstein je ob sebi ljudi, ki so ga nekako navdihnili mogoče k temu, da je pa pogledal neko zadevo na malo drugačen način in nekaj videl in tako naprej. Ne? Velike teh faktorjev, kako izgleda trening znanstvenika. Kdaj ste vi začeli trenirati? Recimo, ne samo, da vas je zanimalo, ampak ste si prav rekli, zdaj bom pa začel trenirati ali pa se bom začel pripravljati, da bom mogoče enkrat znal nekaj, kar bi mi pripeljalo na znanstveni Olimp. To je precej zanimivo vprašanje. Mogoče se malo pomisliti, kdaj točno bi to že bilo. Zdaj, čeprav sem se že od nekdaj navduševal recimo nad astronomijo in podobnim, že v zgodnji osnovni šoli, že v vrtcu. A ne? V vrtcu? Ja. Kot vsi otroci gledamo kot vsi otroci dejansko. Pogledaš nebo, vidiš planeti, veliko lun, neko ogromno vesolje, črne luknje, pa take zadeve. In ugibamo, kaj se tam dogaja. Ja, in vi ste se pa začel zanimati prav znanstveno. Ste začel brati o temu, čeprav ste bil še otrok. Kakšne enciklopedije, ampak otroške, ker so bolj taka dejstva o vesolju, taka zanimiva dejstva. Ampak da je pa rekel, da sem prav začel trenirati, karkoli ne bi to bilo, je bilo pa, mislim, ni bil to. Nisem se čez noč odločil, da bom pa začel se res pripravljati oziroma učiti fiziko in matematiko in podobne zadeve, ampak moče je bil prvi korak v 7. razredu ali kaj takega, tekmovanje z astronomije. Sem takrat, oziroma 8. razredu sem prvič se udeležil tekmovanje z astronomije. To ti da mogoče neko okvir, neko motivacijo, da si pogledaš zadeve bolj kot v nekih otroških enciklopedijah, pa to iz računskega vidika, torej da znaš nekaj izračunati. Zdaj bolj konkretno fiziko sem se, mislim, da začel učiti v 2. letniku gimnazije. So razmerno pozno za marsikoga, ki se udeleži olimpijad, ampak vsem precej zgodaj v primerjavi z večino. Tako da mogoče takrat enkrat bi rekel, ampak še posebej intenzivno pa čelata to potem na fakulteti, ko je nekako
vsa tvoja predavanja so zasnovana v smeri tega. V bistvu je vse to, torej imaš, 8 ur na dan recimo obveznega oziroma treninga v obliki predavanj, pa še recimo dodatnih 8 ur samostojnega dela, čisto okvirno rečeno. No. Tako da še zdaj pa late tako intenzivno. A ste to, da ste nadarjeni za matematiko in fiziko, ste vzeli kot blagoslov, ki je dan le redkim ali kako? Ste se kmalu zavedali, da sodite med zelo redke, ki v šoli uživajo v matematiki? Ja, v resnici... Manjšina uživa v matematiki, ne? V resnici je res, ne? Matematično je to res, ja, statistično je to res. Ja. Zato, ker je težko predstavljiva in je drugačna, kot mogoče ostale vede, kjer lahko nekaj o tem poveste, zakaj je tako? Zakaj se nam zdi matematika težka? Čeprav je zanimiva. Ja, res je precej zanimiva, ampak mogoče to dejansko zanimivost spoznaš šele, ko se dovolj dobro pogledaš matematiko, in to pomeni, da to pomeni nekje na fakulteti, če študiraš matematiko. In logično, veliko ljudi nima stika s tako matematiko. Takrat rade stvari lepe. Matematika postane res umetnost. Čeprav se moč komu zdi, da dopušča samo eno omejen način gledanja. Je matematika res umetnost, kako je z nekimi barvami, ki se jim reče izreki, aksiomi, kako narediš sliko, neke globi izreki, nova teorija, nove uporabne strukture, ki se jih izmisliš na tej poti. In večina ljudi nima stika s tem, ker matematika jim predstavlja to, da imaš besedilno nalogo in moraš zračunati, postaviti sistem treh enačb in potem te številke se ti nekako ne izidejo. Izkaže se, da matematika je dosti več kot to. Čista matematika se res številke komaj da uporabljaš, večinoma uporablja neke nepredstavljive algebraične strukture, ki znajo biti precej lepe. A je naključje, ali pa zato, ker mi to pripovedujete, ni, da je mnogo znanstvenikov, tudi filozofov, in imajo radi umetnost. Mogoče je to pojasnljivo s tem, kar ste povedali. Ja, mislim, da se vidi v matematiki neko lepoto, ki jo iščejo potem tudi nekje drugje. To je res, ja. Filozofija je torej nekako v osnovi na videz precej podobna matematiki. Išče resnico, išče neke notranje lepote, neke razlage, mogoče. Podobno kot matematika, pa fizika, vsaka na svoj način, matematika v nekem abstraktnem svetu, ki dobro modelira realni svet, fizika pa modelira ta dejanski realni svet in ga hoče čemu približati. In dejansko veliko fizikov skozi zgodovino, tudi recimo slavnih fizikov, se je ukvarjalo s filozofijo, ker je to precej povezano. Torej, če hočeš razumeti, če raziskuješ na področju, ki dejansko posega v samo srčiko realnosti, torej, kjer postane vprašanje, kaj je to kauzalnost, kaj je to realnost relevantno, se bojo sigurno tudi malo zanimali, neko zanimanje vzgojili za take bolj filozofske zadeve. Tako to ni naključje. Za matematiko ali fiziko bi lahko rekli, da je stvar dejstvo, medtem ko bi lahko recimo, ne vem, za politiko ali za sociologijo rekli, to je pa tudi stvar prepričanj. Matematika, fizika ne dopuščata prepričanj ali pač? Ker na koncu koncev poznamo, ne, recimo Hawkingsa, ki je imel neko prepričanje, ne, znanstveno utemeljeno po njegovem, ki pa druge ni prepričalo in se je potem izkazalo za točno in netočno in tako naprej. Tudi Einstein in tako naprej. Podobno. To me zanima. Saj ne vem, če sem pravilno vprašal. Je dobro vprašanje. Okay. Torej, mogoče bolj predstavljajo fizike, kako to funkcionira. Je tako, da imaš recimo temu nek tabor, neke ljudi, ki mislijo, da bi lahko, da je resnica v tej smeri, nekoga, ki misli, da je resnica v druge smeri, in vsak nekako raziskuje na svojem področju in hoče priti zadeve do dna. Ampak mogoče tukaj, tako kot imamo družboslovje, ki imamo tudi več prepričanj, kako v resnici stvar dela. Ampak se mi zdi, da tukaj pri fiziki je lepo to, da lahko prijete do končne ugotovitve. Torej, ko pride neka skupina do neke ugotovitve, ki se ne sklada z realnostjo, ne sklada s tem, kar vidimo, ne velja. Zavržena en protiprimer lahko zavrže celotno teorijo. Lahko bi malo popravili, samo to se izkaže, da v velikih primerih ni lepo in nastane teorija grda. Tako v fiziki se veliko nekak smeri pojavi, tudi skozi zgodovino vidimo, recimo nekateri so zagovarjali energijo, nekateri bolj entropijo, torej kaj je v resnici bolj čista, pravilno opis sveta in na koncu mogoče ne pride do odgovora, da imajo te prav, ampak nastaja neka nova
teorija, neka nova, pride do nekega napredka, s katerim lahko pa vsi skupaj bolj razumejo vesolje. In mislim, da je prav, da imajo fiziki različne ljudje, različne mnenja, zato ker glih, če bi imeli vsi ista mnenja, bi vsi delali na enem področju, bi prišli nekam in če bi bilo narobe, bi se zakončalo. Če imaš pa različne, pa se to predstavlja kot neke korenine od drevesa, po različnih poteh in pridemo na koncu do tistega cilja, ki je torej nekako čim bolje razumeti naravo. Kolikor vi ali pa vaši kolegi doma in po svetu razumejo vesolje, koliko odstotkov od 100 razumemo danes vesolje? Koliko nam še manjka, da bi ga razumeli v celoti? Tipična, Ker potem bi vedeli tudi, kaj je on, razumem, da je to meja. Tipična predstava, oziroma tipični rek, koliko vesolje poznamo, je povezan s tem, iz česa je vesolje sestavljeno. Vidna snov, torej te lepe omare okoli nas, recimo, ali pa to, iz česar je sestavljena vsa Zemlja, ne, ali pa Sonce, ali pa galaksija, ali pa zvezde na nebu, to predstavlja zelo majhen delež dejanske sestave vesolja. Večino sestave vesolja predstavlja temna energija pa temna snov. Dve zadevi, o katerih res nekako vemo, kako se obnašata, vemo, da in dobro opišata, kaj se dogaja okoli nas, ampak v resnici ne predstavljamo, kaj točno je bilo. In ljudje pravijo, da poznamo očitno samo njih 5% tega, kar se dogaja okoli nas, torej ta vidna snov. To je ena zanimiva perspektiva, ne? Ampak tudi če pogledamo na druge zadeve, ne? Že pri tej vidni snovi v resnici ne vemo veliko zadev, kako se kaj obnaša, in tako da v resnici vemo zelo malo, ampak hkrati že zelo veliko. Ko smo prej rekli usporednice med olimpijskimi prvaki v športu in recimo znanosti, verjamem, da vi ne študirate za to, da bi bili olimpijski prvak, ne? Ne. Zdaj težko, zato ker olimpijada je za gimnazice. Mislim, mogoče za gimnazica je precej kulsko, če je olimpijski prvak, ampak več od tega ne gre za neko željo po slavi. Kakšne so vaše sanje torej? A veste, recimo, da športnik sanja o tem, da bo olimpijski prvak, da mu je to nek viden rezultat njegovega uspeha. Kaj je pri vas viden rezultat uspeha, o katerem sanjate? O čem vi sanjate? Mislim, da je najbolj ta cilj, k kateremu stremim, na podlagi fizike, matematike pa tega, je to, da bi jo razumel. Ker že itak poznamo tako majhen delež sveta okoli nas v fiziki, v matematiki itak v bistvu sami nekako zmislimo, kaj bomo odkrili. Tukaj spet prijena debata, sicer vigla, odkrita ali izumljena. Ampak meni se zdi, da to spoznavanje tega majhnega, kar poznamo, je to, kar najbolj cenim in to, česar si najbolj želim. Torej, da bi dobro razumel, kako deluje fizika, matematika in to nekako vse skupaj pač ti pomaga pa razumevanju, kako narava v resnici deluje. Vem, da je to zelo splošna izjava, kako narava v resnici deluje, ampak ko se dejansko ukvarjaš z matematiko pa fiziko, razumeš, kaj to pomeni. In ko se vsako stvar novo naučiš, ko dobiš aha moment, da nekaj razumeš, se res počutiš, kot da bolj veš, zakaj se gre. In to je najbolj, to je to, kar najbolj. Ko zdaj študirate, s čim se zdaj recimo ukvarjate na ta način, da vas veliko bolj zanima samo kot sam študij, da se prav ukvarjate s tem recimo? Zdaj recimo me precej inteligira, čeprav študiram fiziko načeloma, se precej zanimam tudi za matematiko, ker se mi zdi, da je to zelo uporabno za fiziko kot prvo, ampak tudi sama po sebi toliko zanimiva zadeva. Tako da trenutno mislim, da najbolj, kar me zanima, so dejansko matematična spoznanja, matematična področja. Recimo, nič ne vemo o tem. Recimo, ena zadeva, ki me je to poletje malo zaposlovala, je topologija, to je študija, to je precej, na prvi pogled, abstraktna zadeva, recimo, kako obravnavati prostore, ker imamo koncept bližine, ne pa nujno razdalja. Torej, vemo, kje stvari so blizu na nek način, še vedno pa ne moramo reči, da je razdalja med tema dvema točkama, 3. Nekaj v tem smislu. In kako lahko iz te topologije se ukvarja, kako se ti koncepti nekako med sabo so povezani. In še posebej me zanima, recimo, da bi spoznal te vede, ki izhajajo iz topologije in se tudi vse te zadeve so noro uporabne v fiziki. In tudi so jezik narave v bistvu, kar je matematika. Spet ne vem, če bom prav vprašal, ampak recimo nekdo, ki je
poet, dobi inspiracijo in potem napiše čudovito pesem. Kako je to v znanosti? Tukaj so tudi inspiracije, verjetno. Ne? Tukaj so neki navdihi. A ostanete kdaj po noči, recimo, na koncu sem tudi jaz to delal, če sem pripravljal kakšen pomemben govor, sem vstal sredi noči in si zapisal neko misel, za katero sem mislil, da utegne biti uporabna. A vi imate take trenutke inspiracije in tako v znanosti? Kako to izgleda v matematiki, recimo? Ja, zdaj za kakšne profesionalne matematike v fiziki si mogoče še ne predstavljam tako dobro, kako to izgleda. Mogoče imajo take velik taj trenutkov inspiracije, ki se ukvarjajo s takimi problemi, ki pa še niso rešeni. Jaz zdaj dejansko nimam takih momentov, da bi se zbudil sred noči in se spomnil, to je rešitev te naloge, in bi šel takoj rešiti to zadevo. Ampak ja, se zgodi dostikrat, da se ukvarjaš z neko zadevo kar nekaj časa in ne moreš, nikakor ne gre, ne gledaš, ne gre, zadeve se ne izidejo. Pa se spomniš neko čist tretjo zadevo, pa vidiš, tako pa bi šlo, in se na koncu dejansko izide. Tako mogoče tudi matematiki, fiziki je včasih potreben navdih, recimo temu. Že pri tem, ko se učiš te zadeve, kaj še ko raziskuješ in ne veš, kam bi šel, da ti je res domišljija edina meja, ki jo imaš pri raziskovanju nekako. Kako pa potem gledate kot fizik, matematik, nekdo, ki se ukvarja z dejstvi, na stvari, kot so ljubezen, lepota, vrednote? Kako razumete stvari, ki so zelo abstraktne? Se vam zdi, da so sploh smiselne, ker jih je težko dokazati. Kako boste dokazali ljubezen? Ljubezen je koncept. Kako boste dokazali lepoto? To je koncept, Zdaj, mogoče, kako bi dokazali, bi se bolj nanašala, kako bi dokazal, da je neka stvar lepa. Težko, zato ker ljubezen ali pa lepota recimo ni definirana z nekimi osnovnimi matematičnimi objekti ali pa tudi fizikalnimi. S tem se ukvarjajo druge zadeve, druge vede, recimo psihologija, kaj podobnega. In če psihologija definira objekt, definira koncept, čeprav nekateri mislijo, da je mogli vse zadeve prevesti, reducirati v fiziko, matematiko, ker ne nazadnje, tudi kemijo, lahko fizika vse sama opiše, pa biologija je tudi sam kemija v bistvu na večjih skalih in tako naprej. Se mi zdi, da glih zato je fajn, da imamo več ved, da lahko tudi take bolj abstraktne zadeve, take zadeve, ki jih je težko reducirati, da jih lahko obravnava tako, recimo, kot fizik pa matematik se ne morem ravno ukvarjati z nekimi dokazovanji, da je neka stvar lepa, ampak verjamem pa, da kakšne psihologije ali pa kaj podobnega pa so bolj zmožni in sposobni tega narediti, ker tudi imajo nekako drugačen način razmišljanja mogoče. Zdaj se ne spomnim imena tega znanstvenika, mi je žal, nisem mislil, da se bom tega domislil zdaj, ampak nekdo je izjavil, slaven znanstvenik, da je tudi goreč vernik. Ne? In potem mu je bilo očitano, kako pač vi kot goreč vernik pač ste tak, glede na to, da ste znanstvenik in pač poznate naravoslovno neke zakonitosti, ki se ne skladajo. Kako si vi to razlagate? Ja, torej to. Govorimo torej o tem navideznem neskladju med vero in neko absolutno dokazljivo znanostjo. Kar bi jaz pri tem rekel... To sem hotel reči. Je rekel, prav zato sem goreč, ker nekaj tako lepega ne more narediti drugega kot Božja roka. Kako vi gledate na te stvari? Kako si jaz mogoče kaj takega predstavljam, je, da imamo matematiko, imamo fiziko, ki lepo razlagajo, recimo specifična fizika, ki lepo razlagajo vse, kar vidimo okoli nas. Karkoli bi zdaj naredil v tem prostoru s knjigo, da bi povlekel ven, bi znala fizika točno razložiti, kako bi se obrnila, kaj bi se naredili s stranmi, kako bi to padlo. Poznamo zakone, vse znamo. Ampak mogoče glih zadeve, ki niso opisljive na tak način, kot recimo ljubezen, lepota, jih ne znamo recimo s fiziko modelirati. Pa vas to nervira, ker je tako, ali razumete, da pač je tako? Razumem, v resnici. Mogoče je možno se temu zelo približati, torej, da bi poznali to iz nekih bolj osnovnih konceptov, kaj to pomeni, taki abstraktni pojmi. Ampak spet, kot sem rekel, zato je lepo, da imamo toliko različnih področij, s katerimi se ukvarja, in se mi zdi, da glih vere se mogoče ukvarja s tem aspektom realnosti,
ki ga ne bi znali načeloma tako direktno opisati s fiziko ali pa z matematiko. To me zanima. Kakšenkrat rečemo svet in splet, češ da sta dva različna svetova. Kako vi gledate na to? A sta to dva različna svetova? Torej splet kot internet. Ja. Ker jaz mislim, da pravzaprav na koncu nista, ne? To je del našega sveta. Ne? Splet je del našega sveta, ne? Ampak je precej pomembna platforma v zadnjem času. Veliko komunikacije, veliko zadev se zgodi, veliko dogodkov je na spletu. Torej, dogodek se včasih nekako mogel zgoditi v nekem kraju na nekem času, zdaj se lahko zgodi v virtualnem. V tranzistorjih, recimo temu tako. Ampak je del tega sveta, ne? Ja. Ni mogoče reči, del fizičnega sveta, ampak nekako se precej, na nek način se razlikuje od tega sveta, ker tudi ljudje, ko komunicirajo živo, so drugačni, kot ko komunicirajo na spletu. Tako nekako. A res? Je res, se mi zdi, zato ker če komuniciraš živo direkt odgovarjaš za svoje besede. Ampak Peter, kakšenkrat so si pisali ljubezenska pisma na papir, zdaj si pošiljajo sporočila. Ja, ker se zdi isto, a ne? A ni? Ampak se mi zdi, da ni. Recimo, če govorim, ampak recimo, mogoče lažje tle primerjati kakšne... Zdaj govorite kot poet, se mi zdi, bolj kot matematik. Ne vem, no. Če recimo, če nadaljujemo, torej, če nekaj poveš v živo, si to ti povedal in si direkt vpleten to, kaj si povedal in tudi odgovarja za te posledice. Recimo, če poveš nekaj na spletu, je to dostikrat pod svojim imenom ali pa celo pod zdevkom, kjer še manj nekako odgovarja za to, kar si rekel. In tu, če si pod imenom, se nekako zdi to dosti manj osebno in mislim, da ljudje to dobijo dosti več nekako korajže, da povejo, kaj, če se recimo v dejanskem svetu ne bi upali. Tako da bi rekel, da je mogoče to nekaj sorte vzporedni svet, kjer nasplošno ljudje dobijo več, postane mogoče malo drugačno. Ko smo že pri tem, se vam zdi, da bo umetna inteligenca spremenila tok človeške usode in tako naprej? Ja, je tako pomemben prelomni trenutek? Zanimivo vprašanje. Nekateri primerja dejansko ta prihod oziroma generalna uvedba umetne inteligence in tih orodij, recimo kot so ChatGPT, ki zdaj vsi poznamo, pred 3 leti noben, primerja z recimo izumom računalnika ali pa izumom spleta. Se mi zdi, da je to precej novost. Veliko ljudi je to na hitro zvedlo, mislim, in se to že zdaj množično uporablja. Bo spremenilo, se mi zdi, precej, sploh ker se to še precej razvija in tudi zdaj se sploh še ne moremo misliti, kaj se bo to spremenilo še, kje bo mogoče imela nekaj plato, moč bo rasti eksponentna v tem razvoju, ne vem. Odvisno od tega mogoče je, kako bo to vplivalo na dejanski svet. A bo zdaj vse službe ratale torej zastarele. Recimo, to je vprašanje na mesto, kakšen se bojijo, da jih bo pa umetna inteligenca izpodrinila. Ampak v resnici za veliko služb, za večino služb bi rekel, to ni res. Tako recimo na tem področju mislim, da se ne bo zgodilo nekih takih velikih premikov, da bi kar naenkrat se sprožili neke ogromne gospodarske spremembe, zato ker bi umetna inteligenca zasedla večino služb. Zato ker večina služb še vedno nekako zahteva prisotnost človeka. Že najbolj take banalne, kot so vnašanje podatkov v Excel tabele, bi jih lahko načeloma naredila umetna inteligenca. Ampak že če hočemo vnesti z nekega papirja, je treba to nekako skenirati in že rabiš nekaj človeka, ki bo to delal. In tako naprej. Se mi zdi, da je nenadomestljiv del vse na človek. To tehnologijo vidite kot napredek človeštva ali kot nevarnost zanj? Oboje je lahko možno. Dejansko je. Ker umetna inteligenca je zelo... Na koncu je odvisno, kaj bo človek s tem naredil. To je naša odločitev, ne njihova, ne stvar algoritmov. Primerjam lahko z eno zadevo. Prosim. Relativnost, splošna oziroma posebna relativnost, recimo, napoveduje, da maso lahko spremenimo v energijo. Einstein odkril to, ki smo že govorili o njem prej. In na teoretični ravni je izredno zanimiva zadeva. Ampak kaj je povzročila? S tem znanjem so lahko naredili atomsko bombo, ki je predvsej zaznamovala tok zgodovine po drugi svetovni vojni, recimo. Ampak hkrati, torej to je neko novo znanje, ki je prineslo ogromno uničenje, bi si mislili. Ampak po drugi strani pa se zavedamo, da imamo recimo polno nekih jedrskih elektrarn, polno napredka na fuzijskih elektrarnah, recimo, ali pa medicini, recimo, ali kaj takega, ki pa se mogoče še vse toliko življenja rešile. Tako recimo že to odkritje
zlivanja jedr, cepljenja jedr in to bi si ga lahko predstavljal, kot da je prineslo velik napredek, ampak tudi neke sorte uničenja. In podobno umetna inteligenca, če se jo prav uporablja, je to močno orodje, tako kot je splet orodje, da nekaj pogledaš na hitro, ne? Je umetna inteligenca orodje, s katerim lahko narediš tudi bolj abstraktne zadeve hitreje. Po drugi strani pa lahko precej škodi našim kognitivnim sposobnostim, čeprav se tega ne bi zavedali. Recimo, že v kakšni osnovni šoli je uporaba umetne inteligence precej kontroverzen, zato ker zdaj lahko učenci samo pišejo zadevo v ChatGPT in bo napisal esej, ki bo načeloma dosti bolj popoln, kot bi ga ta učenec napisal sicer, ne? In bo dobil recimo lepo oceno, če je bilo to za oceno, ampak hkrati se ne bo naučil nič. In v prihodnosti, ko bo starejši, nekako se bo to poznalo in bo vse skupaj. In zato, ker si je olajšal situacijo v osnovni šoli, bo nadaljne šolanje in nadaljne karkoli bo delal take zadeve, bo dosti bolj oteženo. Čeprav bo imel umetno inteligenco na voljo še vedno, verjetno, bo tudi, če hočeš uporabljati umetno inteligenco, moraš nekaj vedeti, da znaš sploh recimo napisati ustrezno prošnjo, ukaz. In to je recimo ta problem, da če uporabljaš to nepremišljeno, zadeve, za kjer ti res ne pride prav, oziroma zadeve, ki ti olajšajo, v resnici pa bi ti bolj pomagalo, da bi jih sam naredil. To pa je recimo en primer tega, kako lahko negativno vpliva na splošno. Peter, vi kot mlad znanstvenik, gledate na prihodnost z upanjem ali strahom? Oboje, spet. Veliko zadev se dogaja, ki grejo na slabše. Pa iščete razlage, vi kot recimo matematik in fizik, si poskušate razložiti neke stvari, ki se dogajajo. Recimo nikoli prej v zgodovini ni bilo toliko vojn hkrati, kot jih je zdaj. Si recimo nekdo, ki se ukvarja z matematiko in fiziko, postavlja ta vprašanje, zakaj je zdaj, prav zdaj, v dobi, ko človek največ ve, ko največ zna, največ toliko hudega in slabega. Vi recimo v vaši znanosti kot običajni ljudje zastavljate tako vprašanja ali rečete ne, s tem se pa drugi ukvarjajo, tako kot mi rečemo za matematiko in fiziko. V resnici si tudi pri fizikih nismo samo osredotočeni na fiziko, ampak si zastavljamo tudi ta neka čisto splošna vprašanja, recimo tudi ta zadeva o vojnah na svetu, recimo, na kjere pač ne dobimo mogoče takega odgovora, zato ker ga tudi noben drug nima v resnici verjetno. Recimo, ta situacija s temi konflikti na svetu se zdi, kot da se trenutno precej zaostruje. Tudi v tem primeru se mi zdi, da gre svet vsaj v tem trenutku rahlo na slabše. Po drugi strani imamo pa toliko nekih napredkov, toliko pozitivnih zadev, recimo napredke na področju medicine, ki lahko rešujejo življenja, ali pa napredke na področju katerekoli znanosti, ki razširi človeška obzorja na čisti nedojemljivi konceptualni ravni. In pa tudi kje drugje, tako da mislim, imamo več aspektov sveta, nekateri grejo na boljše, nekateri na slabše, itak pa si vsi želimo, da je šlo. Jaz sem med tistimi, ki tako upajo, vejo seveda ne, ampak upajo, da bo tudi znanstveni napredek rešil vprašanja, ki jih mi danes še ne znamo. Jih bo pa rešil. Vem pa, da bo tudi zastavil nove. Ampak svet bo šel naprej. Se ne bojim, da bi bilo človeštvo do te mere noro, da bi se samo uničilo. Vidimo pa nekatere zaskrbljujoče fenomene od globalnih segrevanj do drugih, ki nam kažejo to, da smo dostikrat nemočni. Ampak ne zato, ker ne bi znali, zato, ker nočemo. In to je pa stvar politične volje. To je, torej, za kakšne stvari, ko se kakšen problem pojavi, pa se ljudje obrnejo, si mislijo, bo znanstveniki to pogruntali rešitev. Sam dejstvo je, da včasih veliko znanstveniki imajo rešitve. So jih predlagali, so bile uzakonjene tudi recimo. In še vedno pa je na ljudeh, na odločevalcih, na vsakdanjem nekem človeku, da prispeva k upoštevanju teh odločitev, da recimo že za globalno segrevanje bi se lahko, če bi svetovne velesile še posebej stopile skupaj, bi se res zmenile to, bi lahko veliko vplivali na to. Kako gledate vi kot znanstvenik recimo prav
na to področje, bom šel globalnega segrevanja, da je znanost dokazala vlogo človeškega faktorja pri tem problemu, potem pa pride do elementarnega zanikanja in reče, to ni res, pika. Kako gledate na to? Torej govorimo o teorijah zarote v bistvu, ne? Na nek način. Okay. Kako gledate na to? Nasploh zadeve, ki jih znanost dokaže, ampak se pojavi skupina ljudi, ki reče, da spomne druge razlage in pokaže, da v bistvu ni res. Teorije zarote so zanimiva zadeva v resnici, specifično recimo z globalnim segrevanjem. Značilen primer tega, ko znanost vse lepo dokaže, ti argumenti so na mizi podprti z raziskavami, temeljitimi raziskavami. Teorija zarote pa se nanaša na nekem populističnem prepričanju, ki je smiselno, je na videz podprto z nekimi članki, specifično izbranimi iz teh raziskav, ki dejansko obstajajo, specifično izbrani tako, da dejansko samo potrjujejo to, kar trdi teorija zarote. In so presenetljivo se jih veliko ljudi hitro prime. Zato, kar je precej zanimivo. Zato, ker če imaš znanstvenike, ki se ukvarjajo s tem poklicno, jim še vedno veliko ljudi ne bo zaupalo in bo raje prijelo po neki teoriji zarote, ki ponudi nek alternativen pogled na to, z nekimi okvirnimi dokazi. Sicer večina zadev pri teoriji zarote kaže v neuprit tej teoriji, ampak vseeno bodo ljudje verjeli to, zato ker se jim zdi lažje to. In zdaj recimo pri globalnem segrevanju. Mogoče se kakšne ljudi zanika globalne segrevanje, globalne spremembe, bi lahko rekel bolj korektno, zato ker ne želijo kot človeštvo, oziroma kot del človeštva prevzeti odgovornosti za to. In si upajo, da mogoče pa le so naravne spremembe, kot vemo, so bile ledene dobe in take velike spremembe že v preteklosti, da mogoče pa le so naravne spremembe te, ki so zaslužne za to in da mogoče nimamo mi pred tem nič, a ne slaven. In se mogoče zato recimo en razlog, zakaj bi kdo mislil, da resni človek nima pred tem nič. No. Ko gledate recimo Elona Muske in tako naprej, ljudi, ki hočejo leteti na Mars, kaj si o tem mislite? Gledate na tem z občudovanjem, upanjem, bi želeli biti del tega, recimo? Ja, torej... To je fascinantno. Je fascinantno. Ja. Recimo, že to. Meni se zdi zelo fascinantno, da je prvi človek stopil na Luno. Oziroma prvič, ko je človek stopil na Luno. In vemo, da so teorije, da ni stopil. Ampak pustiva to zdaj. Je stopil, to je fenomenalno. Ne? Ja. In mislim, če si predstavljamo, mi smo tukaj, vsi na eni majhni kamniti krogli, še to samo na površju, in da je uspešno bil poslan, mislim, da 12 ljudi je bilo uspešno poslanih na Luno in so tam hodili, stali. In prišli nazaj. Ja. To se mi zdi res fenomenalno. In še bolj bi se mi zdelo fenomenalno, če bi se isto zgodilo z Marsom ali pa s čim drugim. Velike objektov v Sončju, ampak so trenutno zunaj tehnološke razvitosti človeštva. A vi si upate tako misliti, da tukaj ne gre samo za znanstveni, tehnološki dosežek, da so šli tja in se vrnili, ampak da bi lahko dejansko, kot sanja Musk, mogoče enkrat del civilizacije tam naselil se. Si upate tako daleč v tej domišljiji? Del civilizacije bi se lahko naselil tam, ampak kot mislim, da je Musk tak, ki dostikrat rad omeni, da bi rad Mars terraformiral, torej da bi ga naredil kot Zemljo, da si predstavljamo. Torej, da, ne vem, postaviš neke zadeve, da sproščajo kisik, moč veliko rastlin, ki se prilagajo za to in napolnijo ozračje s kisikom in to. Ker bi bilo to, po njegovih besedah, verjetno mogoče ne citiram pravilno, da je bila to planet B, da bi bila to alternativna rešitev, če bi se tukaj vsi ljudje uničili, imamo eno drugo možnost. Ampak če se spomnimo, kakšen je recimo naš problem tukaj, en izmed večjih na Zemlji, recimo globalno segrevanje. Torej, da se Zemlja segreje za 2 stopinji nad nekim predindustrijskim povprečjem. In če že tega ne znamo vrniti za 2 stopinji dol, koliko bi lahko Mars terraformirali, da bi ga čist napolnili z zrakom in čist pravilno temperaturo in te zadeve. Tako se mi zdi ta utvara, spet rahlo populistična, mogoče, da bi lahko Mars terraformirali, da bi imeli tam Zemljo, 2, se mi zdi malo zgrešeno, zato ker to nekako ni možno. Samo se strinjava, da sanje o tem, da bi se to zgodilo, omogočajo pa te korake, ki jih Musk in drugi taki delajo. To je pa res. Moč pa tem, da bi podporo množice, se zato tudi
pojavi neki financiranja, ker to so dragi projekti, ki to podprejo in mislim, da bi tako lahko pač prišlo do napredka. Ne? In tudi verjamem, da bo kmalu enkrat, da bo dobršno število ljudi lahko tudi daljši čas preživela na Marsu. Bi si vi želeli to? Recimo na Luno? Bi vas to mikalo? Zanimivo bi Kot bilo. astronoma, recimo. Zanimivo bi bilo. In me prav zanima, a bom imel kako tako priložnost mogoče. Bi bilo zanimivo. Mogoče bo to v kratkem postalo norma. Mogoče bo to postalo tako dostopno, da bo tam prav kakšna baza ali kaj takega. Ne moramo vedeti in pač pustimo prihodnosti. A je tudi na matematičnih problemih, da se rešijo, da bi to pospešili, omogočili ali kaj takega? So kakšni? Predvsem so tukaj inženirske problemi pri tem pošiljanju, pri tem vesoljskih poletih trenutno. Vi se ukvarjate z bazično matematiko in fiziko. Ta aplikativna vas ne zanima, recimo? Vem, da ste tudi na inštitutu Jožef Stefan. A se tam kaj bolj ukvarjate z aplikativno? Je tudi aplikativna, torej tam sem prek študentskega dela. Predvsem zato, da vidim, kako to zgleda mogoče v praksi, glih zato, ker sicer je fajn, temeljna matematika, fizika, temelj. Zato ima to besedo v sebi, ne? Ampak se mi zdi, da pač zanimivo tudi videti, kako to zgleda mogoče v praksi in kakšne zadeve dejansko počnejo fiziki. In dejansko, s čim se tam ukvarjamo, je neka nova metoda slikanja, neka zelo zanimiva metoda slikanja kože, torej nekaj iz medicinske fizike v bistvu, ne? Ker bi tudi lahko načeloma veliko ljudem mogoče pomagalo v prihodnosti, če bi bilo treba kaj poslikati, ne pa kaj ste odločiti. Mislim, pač vse te metode slikanja imajo veliko uporabe in to je recimo taka zadeva, ki pač lahko rečemo, da je bolj aplikativna. In na koncu vas bolj zanima torej bazična fizika, matematika, vas zanima zdaj aplikativna. Kam mislite, da bo šla vaša prihodnost? Predvsem trenutno me zanima bolj bazična fizika, matematika, ne? Ampak a je ta lahko tako daje tako zadoščenje, da ostanete pri tem? Daje zadoščenje. A ste kdaj srečni, ker nekaj rešite? Sigurno. Če ne bi bilo te sreče, povejte mi, kako ste srečni? Tako kot v športu, v drugih, v biznisu, v politiki, na isti način ste srečni. Recimo, če nek plezalec končno nek balvan pripleze prije do vrha, je to isto, kot da tukaj neko nalogo rešiš, neko novo teorijo mogoče spoznaš. Srčni ritem se spremeni. Recimo temu tako, Ko ste postali olimpijski prvak na Poljskem, v Braziliji, ste bili srečni v tem smislu, da ste to dosegli, ali je bil to samo rezultat tega, da ste pač sigurno sem srečen, predvsem presenečen v tistem trenutku. Nisem pričakoval, vsaj na prvič, ko je bilo to na Poljskem, nisem pričakoval, in je bilo kar me res presenetilo in se mi je zdelo nekako to lepo, nekako se je ta nek psevdocilj izpolnil, recimo, torej, da nekako me je rad, ker pač pride do samega vrha, ampak mislim, da je še večja sreča pride, pa ko dejansko delaš te zadeve, torej pot je večja sreča kot cilj. Cilj je recimo, enkraten se zgodi, en izmed ciljev, ampak pot je pa ta, ki traja in ta, ki je dejansko važna, mogoče. Torej, vi ste zaljubljeni v matematiko, vi ste zaljubljeni v fiziko. Lahko tako rečem. To je vaš lep planet, vaš lep svet. Je. In ga raziskujete z ljubeznijo. Tako je. In se od tega ne bi za nič na svetu ločili. Mislim, so to še druge zanimive stvari na svetu, ampak se mi zdi fizika pa matematika zelo, mislim, ena izmed najlepših zadev, ki jih pač se jih spomnim človeški um. Peter, nam je bilo veliko veselje, da ste sprejeli vabilo v to epizodo podcasta. Ste absolutno navdihujoča osebnost. Jaz se opravičujem, ker vas nisem niti znal vprašati stvari, ki bi bile vredne vaših odgovorov. Vprašanje so bile res zanimive. Ampak kot nekdo, ki komaj da sluti, kaj počnete, se mi zdi, da to, kar počnete, je zelo pomembno in da smo v veliki meri odvisni od tega, kaj vam bo uspelo. In da vam želim, si želimo, da vam uspe čim več. In da kakšenkrat zanemarjamo ljudi, kot ste vi, ki na nek neviden način omogoča, da se svet vrti naprej. In da smo imeli danes takega gosta, nam je bilo vsem veliko čast in vam želim na tej vaši zanimivi poti še veliko uspeha. Hvala lepa. Hvala, Peter. Mi pa se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Do tedaj srečno.